pripravljati naprejšnjo. Jo bo zgubil. Mislim, da ga to opozoril, da zaradi te opazne razlike med počasno spremembo retorike in hitro spremembo prakse in ravnanja v Nemčiji, delno tudi v Avstriji, ki temu sledi, ni možno pričakovati, da boste zjutraj prebrali v časopisju, da je Nemčija zaprla meje ali pa da je Avstrija zaprla meje. Oni tega nikoli ne bodo rekli. Če bodo oni zaprli meje, jih bodo na meji Srbije. Hrvaška, ker imajo pač instrumente, da v takšne situacije prevedejo. Bodo pa sprejemali ukrepe, na podlagi katerih se bo tehnično omejil dotok beguncev in to se je zgodilo. To se je zgodilo. In ta pritisk se potem porazdeli po celi poti. Situacija, kot jo imate na slovenski meji s Hrvaško, takšne situacije ne boste videli na meji med Avstrijo in Nemčijo. Oni imajo tega problema, ker do tja pride problem, že delamo presjan in urejen. Ker pa so ga v veliki meri povzročili, s tem, ko so relativizirali Dublinski sporazum in Schengen v septembru. Mislim, da so zdaj dolžni to zaustavljanje narediti na ta način, da tiste države, ki smo zdaj najbolj zadete, ne bomo nosile glavnih posledic. V tem trenutku je glavna tarča Slovenija. Kako pa komentirate zdaj ta zadnji besedni ping-pong med vladama obeh držav, torej Slovenije in Hrvaške? Danes zjutraj se zdi, da je zadeva precej eskalirala, oziroma od včeraj popoldne, če lahko temu tako rečemo. Kaj lahko to pomeni za same slovensko-hrvaške odnose? No, jaz mislim, da tukaj ne gre to za kakšne globlje motive, ne gre enostavno za pač to urgentno situacijo, ki pa je Slovenija, moram reči, rešuje na zelo podoben način kot Hrvaška. In to tudi javno najavlja. Se pravi, organizira transport od ene meje do druge. In druge zdaj obtoževati, da delajo isto, kar sam počneš, je pač koliko neverodostojno. In namesto tega obtoževanja in iskanja rešitev zgolj za naslednjo uro, pa nekaj ur, bi morali ljudje vse skupaj in se zmeniti, kje pa je problemi obvladljivi. In se tudi dogovor, da se sporazumi, ki veljajo v Evropski uniji, spoštujejo. In državam, ki so tukaj potem na udaru, v tem primeru je to konkretno meja med Hrvaško in Srbijo, tudi pomagati. Tudi slovenski policisti bi morali pomagati potem na mejo med Hrvaško in Srbijo, zato da se ta problem obvlada. Ampak na kak način? Koga sploh dejansko spustiti, kako to mejo po vašem mnenju potem varovati? Trenutno obstaja regulativa, ki se reče Schengen. Madžarska od sobote naprej ta sporazum striktno spoštuje. In nasprotju s tem, kar se je poročalo, ali pa kar se misli v javnosti, to ne pomeni, da je meja nepropustna za prosilce za azil. Samo postopek se izvede v skladu z predpisi in šengenskim sporazumom. Madžarska ima recimo 2 mejna prehoda na meji med Madžarsko in Srbijo in 2 mejna prehoda na meji med Madžarsko in Hrvaško, kjer spuščajo v državo tudi prosilce za azil. In ti prihajajo, ampak jih je nekaj 100, ni nekaj 10 tisoč v tem času. In izvedejo cel postopek tako, kot se je izvajal do septembra letos, ko se je to zelo razrahljalo. In seveda veliko znotraj tega vala je veliko ljudi, ki ne izpolnjuje pogojev za azil. In oni ne bodo šli na tiste mejne prehode, kjer se to striktno dela, ampak bodo šli na Obrežje, ker vejo, da bodo šli v masi na avtobus, da jih bodo vprašali po imenu, poveš lahko katerokoli ime, dokumenta nimaš in greš naprej vse do Nemčije.
kjer se potem šele začne tisti postopek, ko se ugotavlja identiteta, prstni odtisi in vse ostalo, kar je potrebno. Nemčija to striktno izvaja. Ne izvaja drugega dela, ki pomeni oziroma ki predstavlja vračanje. Tiste prosilce za azil, ki ne izpolnjujejo pogojev, pač država, kjer se nahaja, potem vrne nazaj. Tisto državo, odkoder so prišli. Ne tisto izvorno, pač tisto državo, iz katere so prišli v Nemčijo, kolikor se to da ugotovi. Problem je, ker ta del ne funkcionira. Prejšnji četrtek sem poslušal zelo dolgo razlago nemške kanclerke Merklove, ki skuša zdaj pač nekako osvetliti ta nemški položaj in ga tudi opravičiti, če hoče, da temu tako rečem, tako izgledati. Navajala vrsta stvari, ki jih mi ne poznamo, vsaj jaz sem jih slišal prvič. Tudi dejstvo, da države članice Evropske unije enostavno ne reagirajo na te nemške poskuse vračanja, ko gre za 10 tisoč teh ljudi. In to je tudi eno od razlogov, zaradi katerih je Nemčija rapidno spremenila azilno zakonodajo in zaostruje pogoje tudi pri samem sprejemu iz Avstrije. Zdaj se seveda ta sprememba prenaša navzdol po verigi in mi smo tukaj tretji, če štejemo od Nemčije. Se vam zdi, da vlada še vedno obvlada razmere na meji, no kljub temu, da ne bodo postavili varnostnih obrad? Da bo tista kritična masa, napovedali so, da prihaja iz Makedonije nadaljnjih 10 tisoč migrantov proti Sloveniji. Še najmanj toliko jih je vmes v Srbiji na Hrvaškem. Če je šef nemškega policijskega sindikata dejal, da je nemogoče obvladati razmere na meji brez varovalne ograje in je predlagal postavitev takšne ograje celo na meji z Avstrijo, s tem, da ima Nemčija pol milijona policistov, 100 tisoče. Potem je jasno, da je to za majhno državo problem, da bi to problem tudi, če bili pripravljeni, naš dodatni problem pa, da na to nismo pripravljeni. Ko se štejete policijske sile, tudi če dodate vso razpoložljivo vojsko, ki jo imamo, mi z temi silami neposredno, tako da se preprečuje ilegalni vstop, nismo sposobni varovati niti širših okolic vseh mejnih prehodov, ali pa če hočete drugo primerjavo, niti meje, ki poteka med Slovenijo in Hrvaško na ozemlju občine Brežice. Tako da je jasno, da je tukaj nekdo mišljal prekratko v naši situaciji, ki si nihče ni želel, žal pa lahko nekaj časa traja. Ima lahko tudi hude posledice, če se ne bo reagiralo. Tukaj še enkrat apeliram na vlado, da razmislijo o teh ponudbah za pomoč. Smo del Evropske unije. Ko gre za Nemčijo, ni ravno nedolžna pri tem valu, katerega tarča smo zdaj tudi mi. In če so že sami ponudili pomoč, zakaj ne bi sprejeli. Ali pa mislim, da Višegrajska skupina, ki je ponudila pomoč Grčiji, pa tam niso ravno navdušeni nad tem. Bi se gotovo tudi pomagala, če bi se obrnili. S takšno pomočjo ni možno zaprti meje, tako kot z varovalno ograjo, pa možno seveda ta tok obvladati, da ne predstavlja varnostnega tveganja. O kakšni pomoči zdaj govorimo s strani Avstrije ali Nemčije? O vojaški pomoči, humanitarni pomoči? O tej, ki naj bi jo Sloveniji? O pomoči v smislu večjega števila policistov, ki jih pomagali pri nadzoru. Humanitarno pomoč so dali in smo jo tudi že sprejeli, da se še prihaja.
to je potrebno, ampak glavni problem je pač fizično obvladovanje teh tokov. Če je tukaj kaos, ne, prvi, ki bodo v tem kaosu nastradali, so šibkejši členi, begunci oziroma migranti. A lahko sam še nekaj. Kaj menite, kako ne bi se Slovenija odzvala, če se Avstrija odloči, da ne bo več sprejemala emigrantov v tolikšnem številu 1500? To se je že odločila. Avstrija se je že odločila, da ne bo sprejemala polne kvote. Slovenija se je odločila isto, ampak zdaj bi se morala tudi Hrvaška odločiti enako. Ima pa Hrvaška še večji problem kot Slovenija, kar se tiče obvladovanja. Ne samo zaradi geografske konfiguracije, ampak tudi zaradi splošne pripravljenosti, pa tudi zaradi specifičnih političnih razmer, kako na Hrvaškem 8. novembra volitev. Kakšne ukrepe po vaše bi morala Slovenija tukaj sprejeti, da bi se ta problem ustavil, umilil, rešil? Najprej bom rekel to, da če je to že mimo in je mogoče razveze to ponavljati, ampak ko je Hrvaška že pred tedni, ko je Madžarska že pred tedni začela najavljati, da bo zaprla meja s Hrvaško, mora Slovenija isti dan preventivno, prvič v svet, predvsem v tisti svet, odhoda ta val prihaja, pa tudi na Hrvaško predvsem na Hrvaško, poslati uradno sporočilo, da bomo mi ravnali enako. In se na to, koliko je pač možno v tem času, tudi pripravljati. Potem bi bil ta val bistveno manjši. Hrvaška je bolj pripravljena, da ga obvladuje na meji za Srbijo, pa Srbija bi bila mogoče tudi bolj pripravljena na to, da obvladuje svoje meje. Vse to bi pravočasno ustvarilo pritisk na Grčijo tudi, ki je ne samo članica EU, ampak šengenska država, da varuje svoje meje. Ker pa se je to vse nekako blažilo, rahljalo, smo prišli v to situacijo. Kako pa ravnati zdaj? Kratkoročno, to bom verjetno 10-tič ponovil danes, mora slovenska diplomacija in vladajoča politika, predvsem telefonat na Dunaj pa v Berlinu, zato da oni ostanejo toliko propustni, da se Slovenija pripravi na obvladovanje teh razmer. Hkrati pač apelirati na te države, da ne samo ponudijo pomoč, ker to so že storili, da je te pomoči dovolj in mi jo moramo seveda sprejeti. Kratkoročno se ograje ne da postaviti, ne da se tega nihče ne podpira v uporabi drugih prisilnih sredstev, da se pač pridobiti čas in se v tem času bolje pripraviti. Ampak, če vas je bilo na začetku prav razumeti, kljub temu, da menite, da je že nekoliko pozno, stanje na mejah vendarle kaže, da je možno ta nezaželen tok beguncev obvladovati brez nasilja, samo s postavitvijo varnostne ograje. Ja, zdaj, če poznate vi kakšen drug način, če ga kdo drug pozna. Veliko ušes na tem svetu, ki bi ga rado slišali. Koliko času smo sposobni postaviti to ograjo mejo? Vemo tako realno. Madžarska, vemo, se je pripravljala 3 meseca. Ne vem, jaz mislim, da je zdaj to tudi precej veliko povpraševanje po tem artiklu. Je čas, da so čakalni roki dolgi. Da so Madžari tle tudi v ekonomskem smislu ravnali zelo dobro, gospodarno, ker so dobili te materiale po nizki ceni, zdaj so precej višje cene. Je pa seveda na slovensko-hrvaški meji je nekaj območij, ki predstavljajo območja z visokim varnostnim tveganjem, ker je prehod enostaven, to bi se dalo v relativno kratkem času zaščititi. Tudi to, ko se govori
Evropa se ugrajuje, to ni v skladu z evropskimi standardi in tako naprej. Te ograje se ne postavljajo proti drugim evropskim državam, ne, to je vsakemu jasno. Ne. Te ograje se postavljajo zato, ker se pač varuje skupna evropska družina. To je pomembno. Meje so še vedno pomembne. Meje so še vedno pomembne. V zgodovini so vedno bile. Rimski imperij je propadel, ko ni bil več sposoben kontrolirati lastnih meja. Od takrat naprej se ni spremenilo, kvečemo so meje še bolj regulirane. Schengenski sporazum je vesoljska znanost za rimsko pravo, recimo. To samo naprej. Tega se je treba zavedati. Tudi splošne situacije, če pogledamo naprej, ta problem se ne bo samo od sebe rešil. Poglejte na zemljevide Evrope in sosedstva, vzhodnega, mediteranskega, azijskega. Videli boste, pa si narište na posamične države dohodek na prebivalca in boste videli eno območje blagostanja. Kakorkoli si že mislimo mi o naših plačah in tako naprej, v primerjavi z plačami v Afganistanu ali pa v Siriji ali pa v Libiji ali pa v Afriki. So to visoke plače, poleg tega je to več ali manj območje miru, relativno visokih standardov zaščite človekovih pravic, življenja in tako dalje. In ni možno zameriti tistim, ki to vidijo in so zunaj in živijo v bistveno drugačnih okoliščinah, da v Evropi vidijo neobljubljeno deželo. Ta razlika se je zgolj povečevala, te vojne so še dodatno razrahljale situacijo. Evropska unija se nudi, Evropska unija prva na svetu po tako imenovani razvojni pomoči za te države. Milijarde gredo za njo, vendar je učinkovitost vprašljiva. Premalo se dela predvsem na pravični delitvi in investiranju v porabi. Tudi to, mogoče sem to prej pozabil omeniti. Ta sredstva, ki se zdaj dajo za enega begunca v Italiji. Ta podatek poznam, ker smo se pogovarjali z italijanskimi parlamentarci pred kratkim. S tem istim denarjem, ki ga recimo v Evropi, v Italiji namenijo za to, da enega prosilce za azil pač ohranjajo pri normalnih razmerah v Italiji, ker so cene visoke in tako naprej. S tem istim denarjem lahko v nekem bolj organiziranem begunskem taborišču v Jordaniji poskrbite za 10 ljudi. Za 10 ljudi. S tem, da bi en pomemben del te pomoči moral biti, ko gre za pomoč, ki se usmerjajo v te begunske centre, za šolanje otrok tam. Za vzpostavitev nekega šolskega sistema, ki bi preprečil, da bodo iz teh milijonov nastale nove izgubljene generacije, ki ne bodo sposobne potem graditi ali pa obnavljati teh držav. To se tako kot pač tisto kratkoročno pozivanje na integracijo popolnoma izgublja v pomanjkanju neke dolgoročne. Zdaj Slovenija naj bi po teh kvotah evropskih sprejela 2200 beguncev nekje. Zdaj sobota je še nekako zgledala, da bo to držalo in smo toliko beguncev dobili noter, ampak zdaj jih je že 5000, danes jih bo 6000 Sloveniji in še več. Kje je tista točka, ko bo to pomenilo tudi neko destabilizacijo Slovenije, če pretoka ne bo? No, tiste kvote so mišljene predvsem za že procesirane prosilce za azil. Ti, ki so pa zdaj v naših begunskih centrih, so pa v glavnem ljudje, ki niso še šli čez ta postopek in si želijo naprej. Tako da, zaenkrat to še ni problem. Problem je to, da Slovenija v tem trenutku nima niti 5000 mest v ogrevanih objektih. Tako da je
da so te kapacitete v teh vremenskih razmerah lahko polne ali ne. Dejansko obstaja edina rešitev, ne, da je avstrijska meja toliko propustna kot Hrvaška. Vendar pa moramo biti za to sposobni tudi mi poskrbeti. Če ste šli kaj v Avstrijo v zadnjih dneh, ne, tam stanje precej spominja na stanje, kot smo ga tam lahko opazovali pred napadom Jugoslovanske armade na Slovenijo. Se pravi, vojaška vozila in priprave, da tudi avstrijska vojska varuje mejo. Se bolj resno pripravljajo kot mi, že v prvi val so vzeli resno. Tukaj smo se mi premalo učili.